Nahajamo se v kraju Berchtesgaden in v bistvu se peljemo z eno tako zgodovinsko gondolo Salzbergbahn, ki je stara več kot 70 let. V 12 minutah nas pripelje kar 490 metrov nadmorske višine. Je pa to super izhodišče za tiste, ki imajo radi hribe in pohodništvo, in med drugim se lahko tukaj sprehodite tudi do znamenitega Orlovega gnezda, se pravi nekakšne Hitlerjeve rezidence. Nahajamo se v mestu Rotenburg in velja za eno najlepše ohranjenih srednjeveških mest v Nemčiji. Čeprav je bilo v bistvu 45% je bilo v drugi svetovni vojni pravzaprav uničenega, ampak so ga uspešno obnovili in se je res splača ustaviti tukaj. A ste vedeli, da so božični sejmi pravzaprav izvirajo iz Nemčije? No, in tudi v Rotenburgu najdemo trgovinico, kjer je čisto vsak dan v letu božič. Mesto je bilo tudi v celoti obdano z obzidjem, še danes pa v bistvu se lahko po celem tudi sprehodimo. Vse skupaj pa meri 4 kilometre. Mestece Gelnhausen se ne znajde velikokrat med tujimi obiskovalci na tistem popotniškem seznamu, ampak je zelo simpatično, veliko je teh pollesenih hiš in tukaj se začne tudi tista pravljična cesta, od koder izvira marsikatera pravljica. Blizu mesta Gelnhausen se nahaja tudi en manjši kraj Steinau, kjer pa sta prebivala tudi brata Grimm, ki sta seveda znana po pravljicah, ki so nam marsikomu polepšali večere in dneve. Nedalj stran iz kraja Steinau se nahaja tudi istoimenski zabaviščni park, ki je najbolj primeren za mlajše otroke. Tukaj se bodo imeli res super, hkrati se boste tudi vi malo naužili tistega mira, ki ga na potovanjih z otroki tako rabimo vsi, ne? Naš Ren je bil navdušen in mislim, da vam ne bo žal, če se tukaj ustavite, vsaj za par ur, če ne za cel dan. Na našem roadtripu po Nemčiji smo se ustavili tudi v Steiff muzeju. Mogoče vam bo najbolj znano po tehle medvedkih, no? Se pravi, Steiff je znan po vseh plišastih igračah, pravzaprav vse skupaj pa se je začelo leta 1847 že, in če imate otroke, absolutno nujni postanek tukaj, pa če mogoče pripravljate kakšno presenečenje za vaše najmlajše, lahko tukaj naredijo tudi svojega medvedka. Naša zadnja postojanka na tem roadtripu pa je v bistvu Kavaluna park. Gre za nekakšen doživljajski prostor, no, taka luštna zadeva za vse tiste, ki imate radi živali, predvsem pa konje.